In vse te modifikacije, pač nove stvaritve, ti razvijalci, indie razvijalci objavijo kam? Na Itch.io ste prej? Razne na Twitterju zdaj objavljajo. Objavljamo aplikacije. Kako dostopaš recimo do takšnih stvari? To pa... Je čisto odvisno, ne? Odvisno, ja. V bistvu za ta očala ima svoj še App Store, third party App Store, ki se imenuje SideQuest. In tja gor naložijo, ker tam je zastonj gor nalagajo in tja gor naložijo oni, ki nočejo plačati, torej imeti, da imajo gor app, ga pol dajo na SideQuest in si lahko iz SideQuesta nalagaš dol igrce od indie devov pa tako naprej. Če pa vidijo, da jim gre igrca, bojo pa dali še na MetaQuest store in to je en primer tega je naprimer en dungeon crawler, ki je kakor Minecraft, pač blok je, tehnologiji se reče voxli, ker pač to uporabljajo. Kdo? In pač naprej so bili oni na SideQuestu, pač se sem bili zaplačati po vse, pa so pa videli, da je zelo velik interes bil za to igrico in so pol iz SideQuesta so šli pa na MetaQuest in v bistvu tako je lahko testiraš market, a je ljudem všeč ali ne, pa pol daš na dejansko trgovino. Če je sploh nekaj, kar bo uspelo, ne? Pa če je nekaj, kar ljudi sploh zanima, ne? Če narediš nekaj, kar... SideQuest je nekaj, kar je Meta samosvojno razvil. Ne, to so čist drugi ljudje naredili. Sej, ne vem, kakšen odnos sploh ima Meta s SideQuestom. Najprijetnejšega. Ker dejansko naprej rabiš torej developer mode vključiti, da sploh dobiš vse, kar lahko s headsetom delaš, pa moraš pa še za USB rabiš še debugging narediti, so da pa lahko sploh karkoli gor naložiš na očala. Tako zelo težko je dejansko za enega, ki se ne spozna na to, to dejansko usposobiti. Se čak, na SideQuestu dobiš tudi piratske, ne, potem igre. Ne, SideQuest je zelo proti temu, ne marajo tega, imaš pa pol alternativen. Čak, na kje sem potem jaz dobil Beat Saber? Kdo je potem Čak, kako kje še? Kdo verificira vsebino aplikacij na SideQuestu, ker ti bi potencialno lahko karkoli, ti bi lahko razvil vojno, recimo. Imajo svoje te glavne, ki pač kakor moderatorje te strani, ki pač preverjajo, kaj je gor. Pač da ne bo en virus gor naložil. Pač to preverijo, ne, ampak pa ne pustijo nalagati igrc, ki že obstajajo, ali pa stvari, ki bi lahko omogočile piratsko... Dejansko prava živa oseba preveri tvojo igro, preden jo ti objaviš? Ne čist. Meni se zdi, da imajo eno foro, da imaš lahko unverified appe. Meni se zdi, da je ena z untrusted appi. Meni se zdi, da je neki. Tisti niso še preverjeni, ne? Pa še so pa tudi, ki so bili lih tako naloženi ali pa kaj, pa še niso mogli preveriti, ne? In pa imaš untrusted, pa imaš pa lahko še te, ki so jih pa oni preverjali. Pa so to je v redu, to si lahko naložiš, pa brez skrbi. Verified list, ne? Ja, kakor na to foro, ja. Vse večina stvari je pač verified gor, to gre hiter. A so kakšni ful popularni naslovi, ki so bili mogoče sem na SideQuestu, pa je mogoče preveč... Obscure? Ne obscure, ampak mogoče, da MetaQuest ne bi želel imeti na svojem official storeu, ker bi vsebina se ne glih skladala s tem. MetaQuest store ima karkoli gor praktično, pač I'm not even joking, pač oni bojo tudi R-rated stvari daj gor. Dokler jim plačaš. Oni so zadovoljni, vse imajo age ratings, kaj drugega rabijo, ne? Tako da ne poznam enega gamea, ki bi bil res tako zelo, zelo popularen na SideQuestu, pa ne bi bil tudi na MetaQuest store. Ne, načeloma itek Meta se pravi 13+, ne na sam headset. Ja, sami headseti so 13+. Pa imaš pa igre, ki so 7+ na njihovim temu rated, tako da si pa uno... exactly. Zakaj bi imel 7+ igre? Ne, mislim se, ampak fizično starost pa mentalna je nekaj drugega, ne? Zdajle, nekaj časa nazaj so imeli z eno aplikacijo, imenuje se Rec Room, in ker pač mehni otroci ne smejo teh očal uporabljati, ne? Rec Room je pa dal noter profile za otroke. Pač za pod 12 let so dali profile noter, ker so pač lokani, ne? Ampak pa so pa imeli neki zmeto foro, da kaj delajo te
profile, če se očarci sploh ne smejo uporabljati tega, v bistvu na to foro je bilo neki. Ampak ok, tako otroci uporabljajo, sej sem že bil v Among Us VR, vem kako je to, kad ti otrok kriči v uho. Ojoj. Obstaja Among Us za VR? Vse že obstaja za VR. Je Among Us VR. Vredno omembe, da je bil v VR chatu kreiran gotovo 2 let prej. Ja, pa je po mojem še boljši. Definitivno je boljši. V VR chatu je vse drugače. VR chat je res toliko odprt sistem, da lahko kdorkoli svet naredi in lahko pač kakršnokoli igrca noter naredi. Pravzaprav